Če je bil RAV4 pred dobrimi 30 leti, ko se je rodil med prvimi z obliko križanca, je bil pred 5 leti med prvimi s hibridnim pogonom v segmentu. Zdaj pa so Japonci stopili še korak dlje. RAV4 je na voljo tudi kot priključni hibrid. In vse, kar lahko za začetek rečemo, je zgolj končno. Očitnih razlik v primerjavi z običajnimi različicami ni. Je le nekaj dodatkov na prednjem delu avtomobila in maski, ki pa bolj ciljajo na športni karakter priključno hibridnega RAV4. Zares unikaten je tako le precej velik pokrov, ki skriva vtičnico za priklop polnilnega kabla. V notranjosti na račun najboljšega opremskega paketa izstopajo bogata oprema in dobri materiali. Prednja športna sedeža sta že serijsko ogrevana in hlajena, ogrevani pa so tudi zadnji. Pohvaliti velja še head-up displej oziroma projicirni zaslon. Serijska je 230-voltna vtičnica. Vozniku in potnikom pa so na voljo še 12-voltna vtičnica in USB vtičnice, saj multimedijski sistem omogoča tudi Apple CarPlay in Android Auto. Že serijsko je RAV4 plug-in opremljen z večino varnostno-asistenčnih sistemov, združenih v sistem Toyota Safety Sense. Litij-ionski baterijski sklop s kapaciteto 18,1 kWh je spravljen v dno avtomobila, s čimer je malenkostno manjši prtljažnik, a je s 520 litri prtljažne prostornine povsem v povprečju segmenta. Krepko nadpovprečen pa je RAV4 plug-in, ko je govora o njegovih zmogljivostih. Ponuja 225 kW sistemske moči ali več kot 300 konj, s čimer je to najmočnejši in najhitrejši kadarkoli narejen RAV4. Z mesta do 100 km/h pospeši v 6 sekundah, a po drugi strani lahko ob umirjeni vožnji prevozi skoraj 100 km zgolj na elektriko, pri čemer končno lahko pohvalimo tudi CVT menjalnik, ki se s hibridnim pogonom dobro ujame. Seveda se ob vsem navdušenju nekje mora zalomiti. Dva osnovna RAV4 se dobi za ceno priključno hibridnega. A pri tem ne smemo pozabiti, da so hibridi že serijsko precej bolje opremljeni kot osnovne, torej cenejše različice.